nadaljujemo s pogovori včeraj predstavljenih tekmovalnih kratkih filmov in ob meni so ustvarjalci včeraj predstavljenega filma Lev Berger. Če gremo kar po vrsti, najprej Gordan Golubović, pa potem Irena Žukić, oba v vlogi asistenta režije, pa potem seveda režiser in scenarist Jan Fabris in pa ob meni še Ruslan Peređilo, avtor glasbe. Za začetek mogoče ena taka tematika, Jan, ki si je odprl, ki je zelo aktualna. V bistvu mogoče sem kot novinar malo bolj neobjektiven pri tem, kaj je relevantno, ampak tole se mi zdi izjemno. In kombinacija po eni strani nekih elementov fake newsa in mogoče tudi nekih strahov predvsem tem, če se bo sposobna umetna inteligenca v prihodnosti. In zdelo se mi je ta tema ponarejenega prispevka oziroma ali je to človek res rekel, ne da smo kaj odrezali, ampak da smo kaj dodali oziroma da je vse skupaj predrugačeno, ena zelo taka tema, ki je zelo prisotna v ne samo več novinarskem prostoru. Kaj te je mogoče vodil k temu, da si rekel, ok, to je pa tema za moj novi film? Hvala za vprašanje. Začetek je segel v leto 2016 pravzaprav. Takrat se je to začelo, tako kot sem povedal včeraj na pogovoru po projekcijah, v bistvu je zakrožil po spletu kratek posnetek Baracka Obame, ki je govoril neke smešnice. S tem se je začel. In je bilo tako pač, potem sem šel pogledat to razlago, očitno je bilo, da to ni bil on. In je bila ta razlaga v smislu, on je najbolj sneman človek na svetu, z njim lahko poustvarimo karkoli hočemo. In sicer je bil tisti štos, samo meni se je pa zdelo, da je to mogoče lahko tudi hujš, kot samo štos. Ker dokler je štos, je vse v redu. In to je bil v bistvu začetek tega, da sem o tem začel razmišljati. In takrat se je temu rekel, da je to pač tehnologija lip sync, kot da se pač sinhronizira ustnice, ko govorijo, in sem bil tako impresioniran nad tem, kako zelo dobro je to izgledalo. Pač lahko si opazil, da ni res on, ampak si moral pa dobro pogledati. In žal takrat tega scenarija, ki je bil napisan, nismo mogli posneti, bil je produkcijsko prezahteven, nismo ga mogli realizirati in je potem to ostalo predalo. In do v bistvu lani. Lani, ko pa je pa leta umetna inteligenca, vse te zadeve, ki so samo še boljš znajo vse to poustvariti, kot je bilo leta 2016 oziroma 2017, ko je bil ta scenarij napisan. In se mi je zdelo, da je pa mogoče le čas, da je ta aktualnost tega, kakor si pač omenil, se mi zdi, da je pač le prišla do tega, da ja, ok, to je pa res zgodba, ki bi jo želel povedati. Ja, sploh v bistvu takih primerih, ko vidimo, da lahko odloča tudi o življenju in smrti ali pa celo v kakšnih bolj kompleksnih zadevah, kot so tudi vojne in tako. Kaj se ti zdi, da je bilo tisto, kar je zrahljalo tisti produkcijsko toliko zahteven scenarij iz 2016? Kaj si mogel razmišljati, ko si pisal scenarij, da si seveda nekako pasal v ta kontekst kratkega filma, pa tudi neodvisnega filma. Konec koncev si se zavedal pač budžeta in tega, kaj vse je zmožno, da bo film še vedno verjeten. Ker tema je super, ampak hkrati je zelo na trhlih temeljih potem, a bo to šlo čez. In tukaj si mogel s scenarijem zelo paziti, da si ostal in verjeten in dosleden svojim proračunskim sposobnostim. Ja, definitivno, ampak leta 2016 sem bil jaz s tem scenarijem na delavnici. In na delavnici te noben ne sprašuje o budžetu. Tam je samo, kako razvijaš scenarij, vse je možno, karkoli pač rabi zgodba, da jo poveš, mora v scenariju biti. In zaradi tega je bil ta scenarij takrat tako nemogoče. In z leti smo potem tudi mi kot ekipa bili pri velikih projektih skupaj in se pač zelo povezali in tako naprej. In potem sem dobil ta zagon, to idejo, da bi pač nek tak scenarij pa lahko recimo lansko leto pač realizirala. Tako da takrat smo ga rahlo prilagodili, ker je le toliko let minilo vmes. In ta prilagoditev pa je bila narejena z mislijo na to, da pač budžet le ni neomejen, kot je bilo to 2016 na delavnici, ko smo samo scenarij pisali. Na delavnicah je eno, realnost je pa potem drugo. Jan, lahko še poveš v bistvu nekaj o sami ekipi? Zdi se mi, da pri tebi res se pozna to, da pač ko delaš film neodvisno, ko imaš takšne pač izzive, kot so enostavno pri neodvisnem filmu, se povežeš z eno ekipo. Ampak ta ekipa pri tebi je kar že nekako skoraj stalna, vedno večja. Zdi se mi, da si pač res najdel ta prave sodelavce. Kako mogoče lahko opišeš, kako sta se Irena, Gordan, pa konec koncev tudi Ruslan priključili temu projektu, zakaj in kako si vedel, da jih moraš angažirati?
Ja, mi smo pač v bistvu ekipa že kar nekaj let, od 2020, ko smo se pač začeli povezovati skupaj v bistvu z neodvisnimi filmi, smo se zelo dobro ujeli in pač enostavno dobro se ujamemo v vseh teh kreativnih procesih, ki se pač dogajajo tekom predprodukcije, produkcije, postprodukcije in tako naprej. Pač vsak je na eni strani, z enimi sodelujem prej, z enimi potem, ne? Pač in vsakeč znova, ko se pač potem projekt zaključi, je tako ta neka želja, mislim z moje strani ogromna, da bi pač si želel s temi istimi ljudmi potem še kaj narediti, ne? In potem pač vsako leto probamo nekako te urnike uskladiti, da bi nam to spet ratalo, ne? In potem na tak način je ta ena in ista ekipa, ker pač bistveno lažje je delati z ljudmi, ki jih zelo dobro poznaš, ne? Ker če bi vsako leto z novimi ljudmi, vsako leto bili čist novi izzivi, čist nove zadeve, tako so pa pač izzivi, se pa lahko vse to, ves ta trud in vso to delo in energija se lahko usmeri malo bolj v film, ker pač veš, da so vsi te ljudje, ki jih zelo dobro poznaš, jim zaupaš in tako naprej, veš, da so ob tebi in da je pač to res fantastično delati z njimi, ne? Tudi veš, kaj pričakovati. Kako ste v bistvu, Irina, Gordan, vidva nekako vedela, kaj pričakovati v tem projektu, kaj so bili mogoče največji izzivi pri Levu Bergerju? Ja, to, kar je rekel Jan, ne, je bil produkcijsko malo težji je bil kot mogoče prejšnji projekti. Jana je najbolj skrbela, bomo lahko dobili kaj prostore, ne, pa hvala Bogu imamo veliko podpore tudi zunaj te ekipe, no, tako da nismo samo mi tukaj zaslužni za vse to, kar smo uspeli narediti. Ja, jaz pa se pravim, da kot je rekel, smo skupaj že od leta 2020, ne, takrat, ko je bila korona, tista korona je bila tako en tak zamaskiran blagoslov, saj za mene, no, ker sem bila takrat glih brez službe in sem imela čas, pa sem kar Janu rekla, Jan, a boš kaj snimil, daj me poklič. Pa smo tako začeli, evo, in smo zdaj tukaj še vedno 5 let kasneje. Tako da ja, ker smo že prej delali, sem točno vedela, kako bo zadeva potekala. Sicer včasih so kakšne nepredvidljive stvari, včasih se kaj zakomplicira, ampak ker smo vsi v bistvu delamo za isti cilj, se vedno najde neka rešitev in speljamo do konca. No, tako da me ni skrbel, da ne bi uspel. No. Gordan, po čem si boš ti zapomnil ta film, kaj se je tebi zdelo, da je res zaznamovalo vse skupaj? Ja, ponavadi delamo telefilme, tale mogoče še bil nekaj eden od teh v fizičnem smislu bolj kondenziranih, se pravi, da smo nekje v radiusu 500 metrov vse posneli. Tako priročno je to bilo. Ne. Drugače pa, kar bi izpostavil, ne, ker nekje sem med prvimi berem Janove scenarije, ki so že v bistvu že to prvo branje je že kar pri njemu ponavadi že zelo zbrušeno, ne? Kar se mi je zdelo zanimivo v scenariju, že na ravni teksta, da se vse skozi pojavlja ta pasji lajež kot nek leitmotiv. Ne? Ni bilo sicer mišljeno, je pa to zelo v bistvu univerzalna metafora kot novinarstva, kot v funkciji watchdoga, ne? Tega čuvaja. Ne? To se mi zdi recimo kar je spremljalo recimo že od osnutka do potem končnega izdelka, je ravno ta ena poanta, no? Poslanstvo novinarstva potem. Ne? Super, lepo, da si izpostavil tudi ta detalj. What about the music? Ruslan, you are of course collaborating with Jan for many films, and what was maybe the main challenge on this one, because there's a lot of depth, there's a lot of really detailed emotions that you also presented with the music. Yes, and the film also doesn't really indicate exactly at what time it's happening, what year. There's not much technology on screen. It could have been much more computers maybe in the environment that we see, right? But it's not happening. And so the soundtrack was really reduced to bare minimum. There are two elements, and they're kind of contradicting each other. One is a piano motif, which is immediately kind of memorable, and it's a kind of a classic motif, theme, little theme. But then there is also this retro-sounding synth, which keeps appearing the more the character goes deeper into the mystery of what is happening. And so it's depicting his confusion, and the soundtrack is kind of becoming weirder with each appearance, until there is that moment when it's not that minimalistic anymore, and that's the finale, when the character is walking with his world collapsing, and that's when the string arrangement appears. But just for that
those 2 minutes. How long is that? About 2 minutes long, yeah. And then again, it's back to just the simplicity of piano motif. And again, we are not quite sure if what we heard was really what we think, we believe, we remember. Actually, it's the soundtrack of his doubts, thoughts of what's going on in Leo Berger's head. Yes, absolutely. It goes along with his confusion and attempting to fight something that maybe is not even there to fight, or maybe is worth it or not worth it. All these questions I try to reflect also in the music. Yeah, and that's the thing that's probably ruining his calmility with the piano line, with the piano theme, and it's just... Yes, there are some dissonant notes appearing on that very simple motif the more it progresses, so I think if you are kind of listening carefully, then you can hear that something is going on with the mind of his. Perfekt. Jan, še za zaključek, film je seveda bil že predstavljen na številnih festivalih, tudi nagrad je bilo že kar nekaj, z veseljem vsakič znova vidim, da je film na nekem festivalu, da je bil viden, nagrajen. Kako lahko rečeš, da je tudi za kratki film, v bistvu za neodvisni kratek film, priložnost, da se pokaže ne samo v Sloveniji, da dobi neko svoje mesto, ampak najbrž zahteva tako kot pri snemanju filma en kup enega angažmaja? Ja, definitivno ja. Takrat, ko smo v bistvu, ta prvi film, ki smo ga naredili, ko smo prvič se s tem spopadali, kako prijaviti filme, kam prijaviti filme, ker je festivalov res ogromno, takrat smo res eno veliko strategijo naredili in potem se probamo vsako leto malo prilagajati glede na tisto strategijo, ker je tam so tisti festivali, ki so nam najljubši, najbližji, ker nas tudi že selektorji malo poznajo, ker smo pošiljamo tam filme in je potem to nekako tisto vodilo, po katerem gremo. Je pa res, da vsako leto poskušamo tudi na kakšnih teh drugih festivalih, ne? Na kakšnih večjih, mednarodnih in tako naprej, pa kolikor rata, se je to težko kakorkoli vplivaš, ne? Ampak se pa lahko potrudiš, pa angažiraš, ko verjameš v svoj film, pa ko imaš tako ekipo za sabo. Ja, hvala. Hvala še enkrat, čestitke v bistvu za ustvarjeno, uspešno pot še naprej in pa čim več tovrstnih filmov. Verjamem, glede na to, kako aktivna je tale vaša ekipa, ta vaš tandem okrog Jana, da se sigurno vidimo že naslednje leto. Tako da hvala še enkrat, Gordon, hvala Irena, hvala Jan, hvala Ruslan. Hvala.